Gospod Poropatič, 15 let dela v društvu ni majhna doba. Ste zadovoljni s tem, kar ste si zadali takrat, ko ste ustanavljali društvo in kar je izpadlo po 15 letih? Mislim, da smo vsi člani filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio nekako veseli, da smo uspeli toliko časa vztrajati v teh nekih ljubiteljskih filmarskih krogih. Nismo začeli snemati z neko ambicijo ali planom doseči neke okrogle obletnice, ampak je to kar nekako uspelo, ker smo cel čas se osredotočili na naše delo, na filmsko ustvarjanje, na snemanje, in nekako potem ta visoki jubilej pride kot lepa nagrada, ampak ni bil pa nikoli cilj, ampak smo pa vsekakor veseli, da se lahko pohvalimo s tem, da nam je uspelo toliko časa vztrajati. Kako se je v teh letih vsebinsko razvijalo delo v društvu? Ja, brez dvoma smo sami opazili, pa mislim tudi gledalci naših filmov, da so se enormno spremenile zadeve. Predvsem, kar se tiče tudi tehnične kakovosti naših filmov. Če gremo gledati, kaj smo snemali takrat, še preden smo bili uradno društvo, pa tudi potem, in kakšne filme danes pokažemo našim sledilcem in gledalcem, je to popolnoma drug svet. Pa ne samo zato, ker je tehnologija filmanja toliko napredovala v teh 15-20 letih, ampak tudi zato, ker smo mi kot ustvarjalci res uspeli izpopolniti tako naše znanje, kot našo opremo, kot tudi razširiti krog ljudi, s katerimi sodelujemo, ki so tudi dvignili nivo naših izdelkov. Tukaj govorimo tudi o igralcih, s katerimi sodelujemo, o ljudeh izven našega društva, ki poskrbijo za neko tehnično plat izdelkov, ne. Tako da ta del našega ustvarjanja je absolutno zelo napredoval. Lahko pa tudi rečemo, da smo se znotraj društva kot ekipa, kot člani društva tudi zelo izobrazili o vseh nekih stvareh, kako bolje delovati kot ekipa, kako bolje organizirati zadeve. Tako da smo v teh 15 letih ne samo uspeli vztrajati, ampak tudi uspeli napredovati na vseh področjih. Bi s kamerami, s katerimi ste začeli snemati, danes še snimali dobre filme? Mislim, da dober film je predvsem dobra vsebina in ni odvisno od kamere. Ti lahko slabo kamero narediš dobro zadevo, če imaš dobro zgodbo, dobre igralce, dobro ekipo. Tako da bi si upal trditi, da z istimi kamerami bi vseeno danes uspeli posneti boljše filme, samo zaradi tega, ker ni na kameri, da je dober film, ampak je na tistih, ki delajo filme. Koliko je pri vaših projektih vplivalo na vaše delo to, da ste iz Zasavja? Mi smo se vedno promovirali kot zasavsko društvo, kot zasavski filmski ustvarjalci. Tudi naše članstvo konec koncev je iz vseh kotičkov in dolin in hribov naše regije in tudi naši izdelki, si upam trditi, da so v ogromni meri prikazovali to našo povezanost z Zasavjem. Od dokumentarnih filmov do igranih filmov, to so bile zgodbe, ki so pogosto osredotočale na Zasavje, na prigode v Zasavju, na dogodke v Zasavju in so na nek način bile tako specifične za Zasavje, da smo jih težko sploh prikazovali izven Zasavja. In lep tak primer je naš celovečerni igrani film Pozdrav iz krvavih revirjev, ki je bila zasavska kriminalna komedija, to je bil že v opisu filma. In smo ga zelo težko prikazovali izven Zasavja, ker je bilo toliko enih zadev, štosov, šal, ki so bile več ali manj nerazumljive izven naših 3 dolin. Ampak so bile pa tudi zaradi tega posledično veliko bolj zanimive znotraj naše regije, ne. Pa lep primer je tudi naš dokumentarni film Štrajk in srečno, kjer prikazujemo rudarsko stavko leta 2014. To je bil film, ki je bil zasavski, drugje niti ni bil nažalost zanimiv v resnici. Tudi naš prvi dokumentarni film, KUM 91, je bil dokumentarni film, ki govori o bombardiranju oddajnega centra na KUM med 10-dnevno vojno. In lahko bi še našteval zelo dolgo časa, ker smo nekako vedno čutili to povezanost z našo domačo regijo in smo poskušali na nek način vrniti tudi to, da smo naše filme, naše ustvarjanje poskušali osredotočiti na našo regijo.
čisto intimno, Matic Propatič, na kaj ste najbolj ponosni v teh 15 letih? Najbolj ponosen sem, da smo se uspeli zbrati neka res ekipa ljudi, ki smo ustrajali vsa ta leta, ki smo se povezali, ki smo uspeli narediti res dobre filme in ki upam, da smo se v tej meri povezali, da bomo ustvarjali še zelo dolgo časa. Kateri projekt v 15 letih je tista češnja na torti? Vsi. Jaz sem vedno isto rekel, to je pa moj zadnji projekt, ker vsak projekt je bil, koliko je bil dober na koncu, koliko si bil ponosen na njega, kaj je enkrat bil, si vedno bil zelo sfrustriran, ki si ga delal, ker nikoli ni mogel biti tako dober, kot si želel, da bi bil dober. Ker ko ti ustvarjaš na neki prostovoljni ravni, res finančni, vedno so pomanjkljivosti, vedno so neke kompromisi in to nas je vedno nekako užalostilo. Ampak upam si trditi, da na koncu potegnemo črto, ugotovimo, da smo s tem, kar smo imeli, uspeli narediti največ in na to smo neverjetno ponosni. Najtežji trenutek v teh 15 letih? Vsakič, ko smo končali film in smo ugotovili, kaj vse je bilo narobe. Najbolj zanimiv trenutek? Vsakič, ko smo začeli film in ugotovili, kaj vse bo šlo narobe. Verjetno se je v teh letih nabralo kar precejšnje število različnih anekdot, snemanj ali pa z kakšnega drugega dela. Na hitro, kakšno v glavi? Na hitro, kakšno v glavi? Glava je polna. Zelo zanimivo je bilo snemanje Pozdrava iz krvavih revirjev, ko smo uspeli v sobo spraviti tako zagorskega župana, kot takratnjo trbovsko županjo, kot tudi predstavnika Hrastnika. To je bilo zelo zanimivo snemanje z več razlogov, zelo zabavno vsekakor, ki je tudi film dvignil nekaj višji nivo. Absolutno zanimivo je bilo snemanje preomenjenega dokumentarca o rudarski stavki, ker smo takrat bili zraven, dobesedno pred vrati rudnika in tudi v jami za rudarji. To so vse take stvari, ki jih ne pozabiš. Tudi snemanje zadnjega filma, ki sicer ni bilo o Zasavju, film Ostri vrh, ki smo ga snemali na Podkumu, bilo polno nekih zanimivih prigod, ki smo snemali na Podkumu in so nekako lokalni prebivalci gor vedeli, kaj se dogaja in so prišli fircat. Težko bi izbral enega izmed njih, ker v 15 letih se nabere toliko stvari, ampak bom pa rekel tako. Vedno mi je zanimivo, oziroma zdaj, ko smo nekako gledali nazaj in zbirali pričevanja, koliko ljudje še vedno poznajo tudi naše prve izdelke. Na kraju zločina iz Lake, Četa velike zasavske vojne in podobni, ki so res bili neki učni projekti, lahko rečeš, ki smo jih takrat snemali, ampak ljudje jih še vedno poznajo in se spomnijo. In ko jim omeniš, vidiš, da so res to spremljali in bi veseli. In to je tisti, ko bi rekel, trenutek, ko si rečeš, nekaj smo pa le uspeli narediti. A veste, da so vašo zgodovino Slovencev nekateri učitelji oziroma učiteljice uporabljali pri učenju zgodovine? Takih zgodb upam, da bo čim več. To, da se je veličastna zgodovina slovenskega naroda kot naš prvi celovečerni film, potem smo ustanovili uradno društvo, je prikazoval okoli po šolah, sem bil seznanjen, nam je bilo zelo veliko veselje, tudi udeležili smo nekih takih projektov v šolah in upam, da bo takih zgodb še čim več. Mi to podpiramo, spodbujamo, če le lahko kadarkoli pomagamo, absolutno lahko. Naš interes kot ljubiteljskim filmskim ustvarjalcem, ki v resnici ne delamo to za denar, je, da se sam naši filmi, naši izdelki čim bolj razširijo, čim več ljudi, da jih vidi. Največje veselje nam je, ko slišimo take zgodbe, da se naši filmi vrtijo tudi v nekih izobraževalnih krogih ali pa, ko pridejo ljudje na naše projekcije, naše premiere in se usedejo, vzamejo čas in skupaj z nami pogledajo vse te naše stvaritve. Matic, kaj pripravljate ob 15-letnici društva? 15-letnico društva smo res želeli obeležiti udarno, slovesno, tako da že v ta namen smo se spravili pisati knjigo in smo napisali knjigo o 15-letnici našega društva, ki smo zbrali vse naše filme, dogodke, anekdote, prigode, sodelujoče in jo bomo predstavili v sredo 13. maja v knjižnici Trbovlje ob 18. uri, ki bo tak en tudi zelo zanimiv dogodek, tudi pogovor z ekipo bo med predstavitvijo knjige.
Največji dogodek, pa največja slovesnost bo pa potem tisto soboto, 16. maja, ko bomo pripravili slovesnost ob 15-letnici našega društva, kjer bomo predstavili nove filme, imeli bogat kulturni program in navsezadnje tudi malo podružili. Tako da vabimo tudi to, da se udeležijo v soboto 16. maja v kulturni dvorani Kisovec ob 6. uri zvečer. Hvala lepa, iskrene čestitke za vse upravljeno in seveda vse dobro v novi 15-letnici društva. Hvala lepa in tudi upamo, da bomo v prihodnosti posneli še mnogo filmov in da bomo še večji krog Zasavcev uspeli vključiti v naše izdelke. Zelo malo jih je že danes, ker ni bil vsaj v kakšnem našem filmu, ampak upamo, da v prihodnosti lahko rečemo, da je čisto vsaka oseba v Zasavju nastopila kdaj pred našo kamero.